imamo 3 cilje samega projekta Kilometri za prihodnost. Torej, ta prvi je, kot sem omenil, podpora mladim, torej otrokom iz socialno ogroženih okolij, da se lahko sploh ukvarjajo s športom. Potem drugi cilj je aktivirati Slovence, da se bojo v tem času, ko naš projekt doseže vrhunec, to bo med 4. in 7. majem, ko bom jaz tekel iz Goričkega v Piran, da se v tem času gibljajo, da zbiramo skupaj kilometre. Plus tretji cilj, ki pa sem že prej omenil, torej začeti ustvarjati nek sistem, ki bo pa tako pomagal mladim, ki pa so že na točki, da bi lahko postali vrhunski, pa jih finance v bistvu ovirajo. Delovali bomo na principu, tudi zato generalno zbiramo kilometre na vse slovenski ravni, 1 kilometer je 1 evro. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj! Pozdrav! Kaj si študiral v... Jaz sem študiral v prvo dodiplomca. Gremo Še lahko poslovno, ne bližim. Ja. Dodiplomec Dodiplomec je bil dodiplomec je bil v Bad Lichtenbergu v Avstriji, management zdravja v turizmu, magisterij pa potem v Kufsteinu, to pa mednarodne poslovne vede oziroma marketing. Kako to, da si se za Avstrijo odločil? Taka zanimiva zgodba, pač ful me je vleklo ali šport ali pa turizem, to je moje življenje bilo vedno razdeljeno, je bilo vedno v tem krogu nekako, torej in šport in turizem. Takrat sem se potem odločil ali DIF ali v Avstriji v bistvu na ta študij, ker to pa je mama poznala, ker je dosti vodila po Avstriji, po Vulkanlandu, ne vem, če poznata to regijo. To je v bistvu ena taka regija tukaj zelo blizu nas, tu nad Radgono se začne. In je dober primer povezovanja, lokalnega povezovanja destinacije, ne. In mama je v bistvu doktorirala na to temo na Pohorju, torej na temo Pohorja. In je poznala to regijo zelo dobro, in tam je ta šola FHJ Neom Bad Lichtenberg, ki se pač ukvarja konkretno z zdravim načinom življenja, povezavi z turizmom, povezavi z managementom, taki 3 sklopi, ki so bili zelo zanimivi. Plus tega so imeli športni laboratorij, takrat sem prvič prišel v stik z športnim laboratorijem, pomeni VO2 testiranja, odrivna moč, take zadeve, ne. In takrat sem imel potem v bistvu nekako na tehnici ali DIF Ljubljana, čisto športna smer ali pač ta kombinacija stvari, ki me načeloma vse zanimajo, ne. Plus Avstrija, torej študij v nemščini, angleščini je mogoče nekako boljša odskočna deska potem za prihodnost, za zaposlitev, tako da pa sem se potem nekako na osnovi tega odločil za Avstrijo. Zanimivo je bilo to, da smo bili 4 fanti pa 25 punc po mojem letniku. To je super. Za tebe je to dobro. Ne. To je, Kaj pa te? kot da si v kokošnjaku, pač to je bilo kreganje, to je bilo... Pa še v nemščine? Pa to v različnih narečjih nemščine, ne. Tako da je bilo kar pestro, no, ampak super izkušnja načeloma, sicer v tistem športnem laboratoriju, ko sem si želel zelo delati prakso, kakorkoli, oziroma pač tudi ta izbirni predmet, ki smo ga imeli, nisem dobil na koncu, oziroma nisem prišel zraven, teda sem lahko ta športni del samo opazoval. Prvo, ko sem zaključil, pa je bilo v bistvu isto, spet odločitev, ali grem zdaj magisterij delati dalje na DIF, torej gremo bolj fizioterapija ali nekaj v tej smeri. Sem pa ravno v tistem času potem videl, da ena sošolka iz osnovne šole je na Erasmusu v Kufsteinu. Kufstein pa sem vedel, da je blizu Kitzbühela, torej načeloma blizu neko smučišče, sem pa od nekdaj nor na smučanje, ne. In ona je na vseh storijih vsak dan imela samo smučanje, ne. In pol je bila kar hitro odločitev, da mogoče bi pa šel jaz tudi v Kufstein študirati, ne. Videl sem, da imajo zelo zanimive programe, tudi FH sistem, to je Fachhochschule, ne vem, če poznate, to je kot pri nas višja strokovna šola, po mojem, nekaj v tem stilu, no. Ni univerzitetni študij, ampak je ena stopnja nižja. In ja, smo imeli program, torej Sports Events Management pa International Business Studies Marketing, ne. Oba sem se takrat prijavil, oba sem bil tudi potem sprejet, pa sem se odločil za ta marketing, ki je bil v celoti v angleščini študij. Teda nekako sem si potem na faksu zadal, da bi rad diplomiral v nemščini, pa potem magistriral v angleščini, da bo to super, potem nekako izhodišče za zaposlitev. Zdaj pa dejansko nekaj dosti uporabljam tega v službi, ampak je pa fajn imeti to ozadje nekako. Me pa zanima tudi tema tega faksa zadnjega, kaj si rekel, ko imaš imel športne dogodke, ne? Kaj si tu sploh učiš? Kako pristopiti do ureja, mislim? Ja, tam je bil dejansko celotni event management bi se učil, ampak jaz se nisem za tisti program odločil, sem se za mednarodne poslovne vede potem odločil, da je bilo bolj v smeri marketinga. Ampak oba sistema pa, torej oba študija, torej in dodiplomski in magisterij,
sta bila zelo praktično naravnana. Mi smo imeli zelo dosti tujih predavateljev, ki so v bistvu prišli zgolj nam odpredavati. Nismo imeli klasičnih testov, mislim, da sem imel na magistrskem študiju na semester en pisni test, vse ostalo pa so bile ali seminarske naloge, ali predstavitve, ali neke take zadeve, ker smo dejansko na case studijih več ali manj vse delali, ne. Plus, moram reči, da kljub temu, da smo imeli na obeh študijih obvezno prisotnost, so sploh v Kufsteinu bili zelo razumevajoči in če nam je padel svež sneg, se je razumelo, da pač pol razreda ne bo, oziroma pol šole ne bo v šoli, ker to je pač res, to je na Tirolskem in tam ljudje živijo za smučanje. Pa takrat so že imeli nadaljavo učenje? Ne se ni bilo nadaljavo. Mislim, ja, veš, ko je sneg padal, pa nisem mogel priti, recimo, si lahko to alternativno rešal, kak? Ne, ni Takrat še bilo ne, te opcije, pač normalno predavanje smo imeli, ampak pač nismo prišli, nismo smo šli šli, pač ja. smučat, ne. Ja. In to je bilo, pač A ja, to je z bilo- tega vidika, da ste šli smučat. A si smisel, da toliko snega pa. Toliko snega padal, da nisem mogel v šolo priti, veš. Ne, mi smo tako vsi v Kufsteinu živeli, ne, teda mi smo imeli, Ja, ja. nam je bilo lažje priti, ko pa profesor, Ja, ki ja, so bili zunanje, ne. Ja. Ampak ja, takrat smo vsi v bistvu spakirali ob 6. zjutraj do prvih gondol, da smo bili na prvi gondoli na vrhu in ja, to so bili res Te lepi si časi, se da. nasmučal. Bilo dobro. Mm. Teda po tistem pa potem vrnitev nazaj v Slovenijo, no. Zdaj delaš trenutno v agenciji, ne? Tako je, v bistvu imam SP, delam največ v bistvu ja, za športno agencijo Proelium. Tu delamo z vrhunskimi športniki, z mladimi športniki, ki imajo vrhunske potenciale. Še neke dodatne projekte, ki so v smeri trženja ja, medijskih komunikacij, takih zadev. To pa tudi preko svojega SP-ja še potem delam v teh smerih načeloma. No. Zaposlen pa sem tudi na domačem podjetju Provital d.o.o., kjer pa se ukvarjamo predvsem z regionalnim razvojem. To pa je to, kar sem prej v začetku razlagal. Ta Vulkan Land je recimo dober primer tega. Ne? V Sloveniji imamo zdaj že sicer 14 teritorialnih kolektivnih blagovnih znamk, ustvarjenih ravno na ta sistem. Recimo primer v Mariboru je Naše najboljše, če ste že slišala. Je tudi zdaj Hiša Stare Trte poslala glavni ambasador oziroma glavna hiša, ki predstavlja vse znamke v Sloveniji. Od blejskega lokalnega izbora do okusov Rogle, do bohinjskega in tako naprej, v bistvu res vse In te to večje destinacije. Kulinarika not, pa kakšne izdelke, ali? Vse to v bistvu, ja. Aha. Torej imaš 4 oziroma 5 nivojev, začnemo vedno na certificiranju, torej rokodelskih izdelkov, torej rokodelcev, pa izdelovalcev jedi in pijač, potem na naslednjem nivoju gre v bistvu iz produkta v storitev, torej imamo restauracije, imamo nastanitvene kapacitete in tako naprej. Potem na naslednjem nivoju so ambasadorji posameznih destinacij in potem tako naprej. No. Tako da je res taka kompleksna stvar, vse ima neke svoje pravilnike, svoje certifikate, da je pač res zadeva kontrolirana in da garantira neko kakovost, no, to je poanta. Te zdaj neki mešanci turizma, pa ambasadorja, pa športnika. Tako, To, ja, mešanica. Tu nekje se mes, ja, pa malo medijske komunikacije. Tak. Kaj pa zdaj tvoja funkcija v Proelium agenciji? V bistvu sem projektni vodja, torej delam z parimi vrhunskimi športniki. Torej ti si izbereš, določen Ja, število načeloma. športnikov imaš, ali svojim okriljem. V bistvu z Janom, torej z direktorjem Janom Ternjakom pogledava, kateri športnik Slovenije recimo nam je zanimiv. In ga potem pač kontaktiramo, če mu lahko nudi pomoč, ali pa če nas kdo kontaktira, pač predebatiramo, če vidimo potencial v sodelovanju z njim, zaradi katerih razlogov bi videli, kaj so recimo neki manjkoti, kje mu lahko pomagamo, kje ne vidimo možnosti, da bi mu pomagali in tako naprej. Teda se v bistvu potem od športnika do športnika odločamo, kdo bo s kom delal. Tudi nas je več v agenciji, ko delamo kot projektni vodja oziroma kot agenti, lahko rečem, ne, športnikom in tudi nekako karakterno gledamo, kdo komu bolj paše, ne, ker v tem delu je zelo pomembno, da ti res razumeš športnika, s katerim delaš, ne, da tudi začneš počasi razmišljati kot on, da ga lahko razbremeniš pri vseh aktivnostih, ki niso nujno vezane na njegovo treniranje, pa na njegovo tekmovanje. Ne. Ter kaj spada na to razbremenitev? Torej od torej celotnega PR-ja, torej vseh komunikacij z mediji, do v nekaterih primerih upravljanja, v nekaterih primerih samo svetovanja pri družbenih omrežjih, torej objavah, iskanja sponzorjev, izpolnjevanja sponzorskih zahtev potem, pa načeloma vse rešitve, ki jih pač potrebuje od, ne vem, če potrebuje pomoč športnega psihologa, terapeuta, kakega in tako naprej, pač res probati ga razbremeniti, da lahko on res fokusirano razmišlja samo o športu. Tako imajo glasbeniki neke menedžere, imajo tudi pol Tako. športnike. Pa se to hitro začne zdaj že v Sloveniji, mislim zgodaj.
kakšen je nivo, rang profesionalnega športnika oziroma že amaterske mogoče? To je ravno v bistvu razlog, to je zelo dobra istočnica, to, da pridemo na sam projekt Kilometri za prihodnost, ne. Torej mi zdaj kot agencija imamo tudi športno akademijo, torej Mastercard športno akademijo, kjer pa delamo z mladimi športniki, starimi od 14 do 20 let, ki so pa v bistvu, lahko rečemo, na tej točki, kjer večina se odloči, če bo nadaljevala s športno potjo, pa bo šla v neki smeri vrhunskega športa, recimo, ne, ali je bil to bolj hobi, pa bo to v bistvu ta bo ta rekreacija, medtem ko bojo pač iskali neko drugo poslovno pot, pa bo pač to še vedno tista stvar, ki jih zabava, ne bo to služba, ne. In tukaj v bistvu jih izobražujem na področju 7 stebrov, ki smo jih identificirali za ključne na področju vrhunskega športa. Tu govorimo od športne psihologije do športne prehrane, do grajenja osebne blagovne znamke, do povezovanja z mediji, prvih intervjujev, javnega nastopanja in tako naprej, v glavnem 7 stebrov. In tu imamo zdaj že v bistvu 7. sezono, pravkar se zaključile prijave v 7. sezono, z 1. majem se začne akademija, traja vedno od začetka maja do konca leta, torej 8 mesecev. Sprejmemo 30 do 35 športnikov, odvisno čisto od tega, kakšne prijave so, torej smo kar selektivni. Zdaj smo že lahko selektivni, ko imamo toliko prijav, v začetku smo pač mogli marsikoga sprejeti. In vsako leto v bistvu se izboljšuje, ne, sama akademija, tudi sami športniki so dosti bolj zainteresirani, dosti bolj zagnani. Definitivno vidijo tu, če jih zanima šport kot šport, da bojo oni športniki, ali jih zanima šport kot podpora vrhunskemu športu. Torej, katerikoli od teh 7 stebrov, ko sem jih prej omenil, ne, da se prepoznajo v tem kot pot svoje kariere, ne. No, in zdaj smo skozi teh 7 let nabrali kar nekaj alumnijev, že kot si lahko predstavljate, ne, torej 6x3, 18, pač preko 200 mladih športnikov, ki so zdaj že šli skozi našo akademijo, in ta akademija je v bistvu zelo dobro sito talenta, ne, po eni strani talenta, po drugi strani pa tudi tega miselnega pristopa, pa same motivacije za uspeh v športu, ne. In smo prišli do točke, ko imamo zdaj kar nekaj individualcev, ki pa bi si zaslužili individualno delo. Torej, da bi delali z njim skoraj da že kot z vrhunskim športnikom, ne, torej 1 na 1, ne več kot skupina, ker tukaj delamo z njimi skupinsko, več ali manj online, torej v ponedeljek imajo neko vnaprej posneto javljanje strokovnjaka iz posameznega stebra, potem imamo do četrtka postavijo vprašanja, v četrtek pa dobi v bistvu je javljanje v živo strani strokovnjaka, kjer jim odgovarja na postavljena vprašanja, ne. Imamo še nekaj dogodkov v živo, ampak v glavnem to je osnovni koncept, ne. Medtem ko zdaj pa v bistvu smo na točki, ko bi pa mogli res 1 na 1 začeti s temi talenti delati, ne. In seveda nimamo kapitala, nimamo ne časa, nimamo ne denarja, da bi se lahko v to tako podrobno usmerili. In je prišla potem tudi nekako ideja, da bi začeli ustvarjati nek sistem podpore mladim športnikom. Torej, po eni strani podpore tistim, ki si sploh ne morejo privoščiti ukvarjanja s športom, govorimo o otrocih socialno ogroženih okolij, ki si ne morejo recimo privoščiti teniskov, loparjev, torej generalno ukvarjanja s športom, ki jih veseli, zanima, do plačevanja vadnin, do plačevanja nekih kempov športnih, kot ne vem, Marko Tavares kempa, Rok Možič kempa in tako naprej. Torej to je osnova v bistvu tega našega projekta Kilometri za prihodnost, ne. Zraven tega pa želimo graditi tudi s časom, zgraditi tudi ta sistem podpore mladim športnikom, ki pa so na nivoju, da finance odločajo o tem, ali lahko grejo v vrhunski šport ali ne. Torej, ne volja, ne talent, ampak finance. Torej, si lahko privoščijo podporo športnih psihologov, si lahko privoščijo priprave, recimo v zimskem času, ne. Si lahko privoščijo take zadeve, ne. Torej, da v bistvu se razvija celotna zgodba podpore športa v Sloveniji preko naše agencije, ne. Torej, od teh skozi Mastercard športno akademijo, ki še ne vejo, če je to, ki jih pač šport veseli, ki bi radi spoznali, kaj sploh vrhunski šport pomeni, do v bistvu teh, ki pa so na nivoju, da bi lahko uspeli, ne. In s tem namenom si zdaj ti rekel, da bi rad nek fond zbral? Tako, ja. In tukaj smo potem v bistvu prišli na idejo v lanskem letu, torej ustvarili smo zavod Pro, torej Zavod za šport Pro, ki je namenjen prav podpori športu. Torej, ni bilo zdaj specifično mišljeno, kaj točno bomo podpirali, ampak generalno želimo podpirati šport v Sloveniji, ne. Fokusirano seveda na podmladek, ne. In ja, torej imamo 3 cilje samega projekta Kilometri za prihodnost. Torej, ta prvi je, kot sem omenil, podpora mladim, torej otrokom iz socialno ogroženih okolij, da se lahko sploh ukvarjajo s športom. Potem drugi cilj je aktivirati Slovence, da se bojo
v tem času, ko naš projekt doseže vrhunec, to bo med 4. in 7. majem, ko bom jaz tekal iz Goričkega v Piran, da se v tem času gibljajo, da zbiramo skupaj kilometre, pomeni, da bojo lahko kjerkoli po Sloveniji tekli in potem na našem landing pageu vpisali, koliko kilometrov so pretekli. Imeli bomo pa tudi organizirane 3 dogodke po Sloveniji, enega v Mariboru, enega v Celju in enega v Ljubljani, sporedno z mojimi etapami, torej prvi dan, ko jaz tečem iz Hodoša v Maribor, bo dogodek v Mariboru, drugi dan, ko tečem iz Maribora do Trojan, bo dogodek v Celju in pa tretji dan, ko tečem iz Trojan v Postojno v Ljubljani. No in na teh dogodkih želimo torej ljudi povabiti, da bojo skupaj tekli, torej skupinski tek. Poskrbeli smo tudi, da bo podpora tudi glasbe, pomeni, da bomo imeli na vsakem dogodku enega že uveljavljenega glasbenika, plus dali bomo še oder enemu neuveljavljenemu torej glasbeni skupini, bendu, kakorkoli, ne. Torej s tem podpiramo še dodatno, torej mlade kulturnike, lahko rečemo, ali pa glasbenike, ne. In ja, torej s tem premaknemo Slovence. Generalno imamo danes oba veta problem s tem, da preveč gledamo v ekrane, preveč smo statični. To je razlog definitivno za marsikatera kronična obolenja, ki nas težijo danes. In ja, torej imamo ta 2 cilja plus tretji cilj, ki pa sem ga že prej omenil, torej začeti ustvarjati nek sistem, ki bo pa tudi pomagal mladim, ki pa so že na točki, da bi lahko postali vrhunski, pa jih finance v bistvu ovirajo, ne. Da ne morejo priti do tega. Torej, vsak, ki se udeleži, recimo, ki se udeležijo enega izmed dogodkov, recimo v Mariboru, Celju, Ljubljani, kako recimo jaz zdaj pomagam finančno, jaz se tam prijavnica je, ali prostovoljno daš, koliko pa želiš? Pomagaš v bistvu na 2 načina lahko, ne. En način je, da daruješ svoje kilometre, drugi način je pa, da daš prostovoljni prispevek. Kako poteka ta z darovanjem kilometrov? Torej, delovali bomo na principu, tudi zato generalno zbiramo kilometre na vseslovenski ravni, 1 kilometer je 1 evro. Torej, zdaj je naše glavno poslanstvo, moje in Janovo primarno, zbrati čim večji fond podjetij, oziroma strani podjetij, oziroma čim večji, kako bomo temu rekla, skupino podjetnikov, ki bojo pripravljeni te zbrane kilometre monetizirati, torej pretvoriti iz kilometrov v evre. In to je nekako naš cilj. Zdaj, lahko, da jih bomo presegli, lahko, da jih ne bomo dosegli, kakorkoli. V vsakem primeru sta ta 2 glavna cilja, ki jih imamo, torej podpreti mlade športnike, predvsem tiste, ki si ne morejo tega privoščiti, in pa aktivirati Slovenijo, v vsakem primeru oba ta cilja izpolnimo, ne. Če bo pa ta način gamifikacije, torej igre, uspel, da bo se to ravno poklopilo, jaz upam, da bomo sicer lahko naredili tako, da bo 1 kilometer vreden 2 evra ali pa 3 evre, ker bomo toliko več zbrali. Upam. Ampak ja, v bistvu je to en dodaten način aktivacije ljudi, da bojo se res z veseljem udeležili, gibali in vpisovali kilometre potem tudi na platformo, no. Želimo pa vse narediti čim bolj enostavno, zato tudi zaupamo, da bojo ljudje pošteni pri samem vpisovanju. Bodo neke osnovne varnostne sisteme bomo sicer naredili, torej ne vem, da ne boš mogel glih vpisati 300 kilometrov v parih urah, ne, ampak jaz mislim, da smo dovolj pošteni, oziroma da so ljudje dovolj pošteni, da ne vidijo nekega benefita v tem, da bi se tukaj lagali oziroma neke velike cifre vpisovali. Imeli smo v začetni fazi sicer ideje, da bi tiste, ki bi največ pretekli, tudi nagradili z posebnimi nagradami, ker imamo kar nekaj partnerjev že zdaj. Ampak ravno iz varnostnega razloga, da se to ne bi dogajalo, bomo naredili potem nek splošni žreb, ki bo pa potem pomagal v bistvu, oziroma nagradil tiste, ki so sodelovali. S tabo pa ne moreš teči, recimo v progi, kjer ti tečeš. Tudi lahko. Ne morem pa ravno uradno vabiti na to, ker bi to potem vezalo zapore ceste, pa obvezno zdravniško spremstvo in tako naprej. Na vsaki etapi se mi bo zagotovo pridružili tudi določeni ambasadori, torej športniki, vzdržljivosti športniki in tako naprej, ultramaratonci in tako naprej. Tako da bom redko tekel sam. Pa tudi takoj, ko smo dali ven dogodek, sem dobil kar nekaj sporočil od ljudi, ki so garantirali, da se mi bojo pridružili kjerkoli pač po Sloveniji. Tako da, ja, vesel bom vsakega, ki bo tekel z mano, ne sme pa biti to prevelika skupina ljudi, ker bi potem to lahko pač pomenilo težave, kar se tiče prometa in tako naprej, ne. Kje pa boš tekel to po cestah, zdaj mislim, kak si ruto zbral? Ja, zaenkrat je ruta zgolj računalniško izrisana, ne, torej GPX sem se izrisal. Načeloma štartam v Hodošu, grem preko Moravskih Toplic skozi Mursko Soboto na Radence, pa potem v bistvu od tam proti Cerkvenjaku na Trojico, Lenart, pa potem preko Malečnika v Maribor. Tako bolj okoliške ceste? Ne, v bistvu ne. V bistvu je kar skoraj da glavna cesta, več ali manj vse, zaradi tega, ker vse, kaj sem iskal, neke alternative, torej
primarno sem si valjda želel, da bi čim več teka bilo po makadamu, ne, ali pa po nekih stranskih cestah, po eni strani zaradi prometa, predvsem pa zaradi tega, da makadam vseeno olajša obremenitev kolen, sklepov, gležnjev in tako naprej, ne. Ampak vse poti, ki sem jih računalniško izrisoval, vsi, ki bi bile kakršnikoli obvozi ob glavni cesti, so pomenili dodatne kilometre ali pa dodatne višince, ne. In enostavno ni bilo smiselno karkoli spreminjati. Pogovarjal sem se potem z posamezniki, ki so pretekli Slovenijo, recimo Anže Česni je pretekel v enem kosu z, mislim, da 4 urami spanca v 40 urah, nekaj takega. In je rekel, in sem ga vprašal pa specifično za traso, ne, bi karkoli spremenil, ne, pa je rekel, ne, dobesedno glavna cesta, Hodoš, Piran, to je to, nič ne bi spreminjal, ker niti nimaš moči, interesa, želje karkoli razmišljati, torej si na tisti glavni cesti in to tečeš, Če sem kje sfulo. Izklopiš, pač, drugo pa veš, karkoli se lahko zgodi, tudi če gledaš tak, makadam je fajn, zato ker olajša pritisk na sklepe, po drugi strani pa ti lahko en narobe postavljen kamen ali pa malo narobe postavljena noga obrne gležnji in si zaključil zaradi bedarije, ne. Teda je kar izziv bilo, no, se odločiti, kako speljati traso, no. Tako, prvo traso zaključiš kje? V Mariboru. Mariboru. Tako, Potem prvo pa tako zaključim v Mariboru. Maribor, Ljubljana? Bolje pa Maribor, Trojane, Trojane Postojna, Postojna Piran. Aha, okay. Ja. Tako je, da je cirka med 75 in 95 km dnevno delam. Vse skupaj pa je 2700 višincev čez celo Slovenijo. Čez celo. Višincev ni toliko, višincev je cirka 600 do 800 dnevno, no, kar ni ekstremno. Aha, kako pa si se pač ti odločil, da si pripravljen to, da boš šel v to, da boš se pripravil, ker vseeno to moraš imeti neko zalogo, ker to je 2 maratona skoraj, več ni zapored, ne. Ja, čisto tako, vedno so me veselili vzdržljivostni športi, no. Ko sem bil mali, prva stvar, prvi šport, ko me je res navdušil, je bil motocross. Ate jaz sem od malega po moje gnjavo, odkar pač spomnim, da bi jaz imel motor, ne. In pol je bilo z njegove strani vedno, ko si ga šla pol kupo, imel zdaj drugo polovico zraven, ne. In pri 6 letih sem jaz potem dovolj našparal, ker do 6. leta je bilo tako, da vedno veš, ko se spomnim ta Family Frosta, pa bo Frosta še pa teh sladolednih kombijev, ko so se vozili. Ja. No, ja, ko je to prišlo, ne, so vsi z naše ulice leteli, pač si kupiti lučke, jaz sem pa šparal za kos. Ti pa si dal v pujseka noter. Ja, pujseka noter, ne. Teda pol pri 6 letih smo te kupila motor, se ogromno vozil, nikoli pa me ni prav motocross zanimal, ampak bolj vzdržljivost, pač enduro, te hard enduro variante, pač po gozdu, plezanje malo z motorjem, take zadeve, ne. Z tega potem sem s časom, potem, ko sem bil v tujini, ugotovil, da nima več toliko smisla, da imam motor doma, ker se nisem mogel kaj dosti z njim voziti, to pomeni potem v času srednje šole, faksa, ne, torej dodiplomec, podiplomec. Potem pa se je še zgodilo, da sem si v Kufsteinu na, v bistvu zadnji smučarski dan, to je bilo, mislim, na začetku aprila, strgal križno vez. In potem pa itak ni imelo smisla, ker Ko si smučal? med smučanjem, ja. Vrhunski dan, tako da nič ne obžalujem, pa tudi zdaj je koleno top, nisem imel operacije, nič, tako da začeli smo takoj s fizioterapijo. Drugi dan sem že imel fizioterapijo in sem v bistvu po 4 tednih prišel do traumatologa v Mariboru, ne, me je vprašal, katero koleno je poškodovano. Sem res hitro. To si imel ful srečo, da si tak drugi dan že imel fizio. Ja, mislim, jaz sem se potem strgano križno pripeljal iz Kufsteina v Maribor z avtom, ne. Z avtom? Sam, ja, s puntekom. In ja, pol pa sem kar hitro začel za fizioterapijo. Tako da, ja, to imam res srečo, ampak takrat se mi je pa svet podaril, ne, spomnim se, da sem pred bolnico sedel na pločniku, pa sem iz solze tekle, ker sem mislil, da sem zaključil, pač jaz obožujem vse tipe športov, pač jaz se ne bi mogel odločiti, da bi bil vrhunski športnik, ker ne bi mogel zbrati kateri šport, ker pač imam vse športe rad, ne. In to mi je zdaj trenutno v mojem procesu priprav največji problem, ker sem vseeno relativno omejen, ker se ne smem poškodovati, načeloma je preveč stvari je vezanih na to, ne, in letos imam tudi najmanj smučarskih dni, po moje, kadarkoli, ne. V glavnem, ja, sedel sem tam pred bolnico, svet se mi je podiral, teta mi je sicer obljubila, glej, hodo boš, bomo takoj začela z fizioterapijo, vse bo v redu, ne, vse bo okej, še vedno lahko rešim na operacijo, če bo treba. Ampak zdaj trenutno, če so ti vsi zdravniki svetovali, da ne, pač ne, boljše, ne, tam sem takoj prošel za 2-3 mnenja, v Kufsteinu so pa res strokovnjaki ravno za križne vezi, ker je pač, tako sem rekel, to je sred smučarske meke, v bistvu, ne. Imel sem pa srečo, da je v bistvu ovojnica križne vezi ostala cela.
ne, torej pretrgala se je vez, ovojnica, tako pač imajo mišice tudi ovojnico, ne, Ja. pa je ostala cela, kar pomeni, da je bilo načeloma možnost spontanega celjenja križne vezi. Ovojnica torej zunanja stran, notri pa je recimo kita. Tako noter je kita, ne, zunaj pa ima ovojnico, ki pač tako ima vsak od kiva, ima Kako neko je to ovojnico. možno, da se zunanja stran Ne vem, Slava srečo sem cela. imel, kakorkoli, ne vem. srečo nesreče, ne? Ja, res se reče. ekstremno srečo. Je pa tako, da za ACL, torej zadnjo križno, ne, oziroma sprednjo križno, je možnost spontanega celjenja. Ne ve pa, oziroma še zdaj pa ni dokazano, kaj ga spodbudi. Ne. In meni je taka teta rekla, pogovarjaj se z njo, zahvaljuj se ji, da je v redu, vse, kaj je možno, vse bo pomagalo. Ti samo verjemi, da bo pomagalo, pa bo pomagalo. In pač jaz sem verjel, jaz še zdaj verjamem, da pač meni je zarasla križna vez, pa ne vem, pa niti ne bom šel na magnet, ker noče vedeti, če mi je ali ne, ampak jaz verjamem, da mi je. In tudi zdaj recimo, če me boli levo koleno, ne desno, ki je dejansko vtrgano križna vez. To tako se eni pogovarjajo z rastlinami, pojem pesmi, bo hitreje rasla, ne? Ja, Tako si ti ja. svojo mišico. Ja, ampak veš, da pač placebo generalno, ne, to je res taka tema, ki je vredna pogovora pa diskusije, ker ne vem, če poznata Joe Dispenza, je ravno napisal na temo placeba eno res obsežno knjigo, pogledajte, če ne poznata. On je imel tudi eno poškodbo hrbtenice po triatlonu, oziroma med triatlonom ga je avto zbil, je v bistvu Jo. nepokreten bil, ne, in mu je bilo svetovano, ne vem, kakšne terapije, vse, oziroma operacije, ne vem, kaj vse, da pač vprašanje, če bo sploh še kdaj hodil, to v začetku knjige opisuje. In on se je potem posvetil samemu sebi 3 tedne zgolj razmišljanja o tem, kako bo on hodil, da bo hodil. Da ni vprašanje, če bo hodil ali ne bo hodil, da bo hodil in da bo za celo hrbtenico in vse skupaj. Po 3 tednih se je vstal s posla. In pa 3 pač tednih že. še nadalje govori o tem pač večjih primerih samega spontanega celjenja oziroma placebo efekta, ne, pa raznih primerjav, kontrolirane pa testne skupine, ne, z različnimi zdravili, ko je v bistvu testna skupina imela iste efekte kot tista, ki je dejansko prejemala zdravila, ne, zaradi tega, ker so verjeli, da dobivajo zdravila, ne, in pač v bistvu ustvari marsikake snovi sam po sebi s tem, ko ti verjameš oziroma prepričaš svoj lasten da to deluje, ne. Teda, ne vem, punca recimo se zdaj ukvarja z vneto ahilovo tetivo in jaz si vsak dan rečem, boža, zahvaljuj se ji, da ti služi tako, kot ti, ne bodi jezna na njo, samo dobro ji govori, ker ti bo pomagala. Ne. Ja, jaz sem imam poškodbo hrbta še, ne, in dal sem kar nekaj fizijev skozi in zdaj trenutno sem pri enem, ki tudi malo to verjame. In jaz, ko se vležem na posteljo, pa dam noge tako gor, kot da bi jih pokrčil in on meni probava, če se mišice aktivirajo, ko meni neka obremenitev prije na nogo, ne, tu hrbtne. In vedno mi reče zamiži, pa si nekaj zamisli, pa recimo mišica pade, Zdaj pa probaj mišice stisnati, zdaj gre. Zdaj pa probaj mišice stisnati, pa pomisli na svojo poškodbo, pa mišica vedno padne. In tudi ta del stresa mogoče ful vpliva, ne, vsaj pri mene, ker jaz tudi opažam, ko sem v stresi ali pa ne, slabo spim, slabo jem, meni hrbet boli vedno. Absolutno. Lahko pa, ne, sem na treninge, ne, pa nenormalno pa me na treningu ne nič bolelo, pa se zjutraj zbudim ko nove. Čisto te razumem. Prej si me glih vprašal, kako je bilo v Španiji, ker sem ravno prišel iz priprav, ne, priprav pač dopusta, kako bomo temu rekli, no. Prvi v življenju sem šel v februarja na toplo, namesto na sneg, tako da zaradi tega prej še rečem, da sem na priprava, ker meni olajša razumevanje tega, da nisem šel smučati februarja. Ampak ja, naredili smo, ne vem, s Katjo smo naredila skupaj, po moje 80 km, pa jaz sem še pretekel ziher 60 km, teda 140 km sem imel v nogah, pa sem se počutil vrhunsko. Zdaj drugi dan, kaj sem doma, pa ko normalno delam, pa se počutim tako utrujenega, da sem crkven. Zaradi tega, ker sem po 10-11 ur za računalnikom, vse, kaj naredim fizično, je to, da naredim tisti en trening ali pa 2 treninga, ki ga imam dnevno, pa zjutrajno raztezanje, to pa je to, ne. Ampak če se pa ti cel dan gibaš, če si cel dan v pogonu, pač se telo razteza, se mišice raztezajo, regenerirajo aktivno in tako naprej in je pač cela telesna regeneracija boljša. Pa še nisi toliko v glavi, nisi obremenjen, nisi živčen, nisi nervozen, nisi pod stresom. Isto pravijo za dneve regeneracije, da ne biti statičen, ne, in na sprehod, ne. Ja. Samo da, mislim, ne se zagibati isto abnormalno, ampak glavno, da ti poženeš, ne. Poženeš kri po sistemu. Jaz pa sem se s tabo povezal tisto, da si rekel, da si bil v bolnici, pa so ti solze tekle. Jaz pa sem imel izpahe rame in zadnji izpah je bil katastrofalen, 4 ure sem imel ramo vunje, niso mi mogli naravnati, ne. Ti si imel oteklino pa vse?
Meni se je zgodilo to na downhilli, na Rogli, ja. Na Okej. Rogli sem bil. In je zdaj pa tam padeš ven, pa ti ravno ven ostane, tako mi je ostala, ne. In jo nismo jo mogli noter tam sprati. Pa drugače si imaš že večkrat težave? Ja, ali to- večkrat, ja, Okej. sem imel že sploh je prej v športu. Tu pa sem pač bil tako rekreativno, sem šel malo na downhill, pa sem padel, pa mi je ven padla, ne. In zdaj pa tebe najprej nešče mora najti tam, da te spravi pol z Rogle, da prideš ti do bolnice, sem v UKC Maribor sem šel. Te pa veš, 4 ure tak mine, cel cajt imel vuni ramo, te pa prijem sem, jaz cel cajt ti grejo negativne misli po glavi, ne, fuck, zdaj. Jaz sem te takrat tudi košarko ful treniral, zdaj vse je šlo zdaj v nič, vse je šlo v nič, ves trud, ne, samo negativne misli. Te pa 2 doktora sta se zamenjala, pa mi nista mogla naravnati rame na mesto. Pa to si na živo ali si imel? Na živo, ja, gledal sem, ja. Okoli mene 5 ljudi tako gor, držalo moje telo na mestu, pa samo ramo premikali, niso mogli dati noter. Tja prije tretji, en stari, tako vem, 60-70 let star doktor. V prvo. Pravi, pa se sploh ni bilo težko. Ja. Jaz pa takrat solze, sreče, konec je, hvala Bogu. Veš tisto bolečino, te fizično sploh te ne moti, ampak moti te tisto, kaj si ti izgubil se s tem, zdaj kdaj se ti boš hodoval. Koliko časa bo trajalo, da boš, če boš sploh prišel na Ja, mesto? no pač jaz nisem se te pustil, te smo v operacijo, da se več to ne bo dogajalo in te se pač tudi športa vse pustil, pa sem šel bolj zdaj bolj tak rekreativne športe, to, ki se dobro počutiš. Tak. S čim bo si se prej ukvarjal? Prej sem se ukvarjal, v mladosti sem treniral rokomet pa kickboks, pol sem je v kickboksu začeli, so se mi spahi, pa sem pol dodal košarko, pa rokomet pa sem odstranil, ja. Tako da sem Se mi je zdelo, sem mislil vprašati, če si bil v rokometu, zato ker... Samo v rokometi sem ni, Ja. rokomet sem prvi dal pred izpahi že v stran, Okej. tako da, ker sem takrat so pa me, ko sem bil v časi teenagerskih let, ko sem začel ful rasti, pa so me kolena začela boleti. Je mama rekla, da zdaj pa da en šport bek, ne. Se osredotoči se na enega, pa si izberi enega in si pač kickboks izbral, ker sem bil pač takrat še v reprezentanci, pa to, Okay. pa Cool, ja. Mislim, tako da imamo neko povezavo mi glede poškodb, glede tako. poškodb, ja. Treba kjerlega to. Ribo, profilivo. Ja, to je res. Protibolečinska je vmes, nekaj da sem se jih mislim, še vedno se jih izogibam, oziroma vzamem samo takrat, ko je res potrebno, ampak Ja. ne vem, za kakšne daljše teke ali pa kakšne take stvari, ali pa tekme, ne, te trail rune in take zadeve, pa je včasih, no reči, da kar vzamem preventivno kakega, ne. Jaz sem takrat dobil one tisočke, največje Ja. liste. Ja, tisto je debel, ja. Taka doza, je. Težko požereš. Ja. Na Ja. pol sem si jih mogel trd, pa sem dvakrat mogel požreti, ja. Drugače pa ja, pač sam tek, da bi rekel, da sem od nekdaj bil tekač, da zaradi tega sem se odločil, da bom Slovenijo pretekel, daleč od tega pač. Pred 2019, pred 7 leti sem se v bistvu prvič potem začel ukvarjati z takim bolj zdržljivostnimi športi, torej začel sem, tako sem prej rekel, z motocrossom, pa potem enduro, kar nekaj let vozil, te cross-country dirke, ko trajajo 2 uri, ne. Pol pa sem šel v tujino in pač po strgani križni sem vedel, da motor zdaj ne prije v poštev za nekaj časa, ne. Pomeni kolo, najboljša rehabilitacija za križno vez, ne. Sem si kupil mountain bike in potem se je pač začela ta pot malo več gorskega kolesarstva tu na Pohorju, pa downhilla pa tega. Pol pa sem začel delati na Adecco kadrovski agenciji in pri njih so imeli pa interni program za zaposlene, Win for Youth, kjer se je šlo v bistvu za zbiranje kilometrov, zelo podobno kot delamo mi zdaj. Ampak v bistvu tudi za nek dobrodelni namen, ne spomnim se točno podporo česa, verjetno boljši dostop do trga dela, glede na to, da je kadrovska agencija. Ampak je bilo tako, da smo v bistvu bili ambasadorji posameznih držav, ker to je globalno podjetje, ne, torej mislim, da na vseh kontinentih, ki pač imajo podjetja. Je program in vsaka država je imela ambasadorja in cilj je bil, da ljudje, ki se ne ukvarjajo toliko s športom, so na koncu tega programa sposobni oddelati olimpijski triatlon. To pomeni, olimpijski triatlon je 1,5 kilometra plavanja, 45, mislim, da kolesa, pa 10 teka, ne. Ampak jaz sem takrat že vedel, da jaz bom to sposoben narediti, ne, tako da, ampak me je pa vedno dražil malo ta triatlon, vedno mi je bilo zanimivo, ker vmes sem bil torej ko sem študiral v Bad Leichenbergu, sem bil na izmenjavi na Galapagosu, oziroma na izmenjavi na praksi na Galapagosu, na Galapaških otokih, ne. In tam smo sedeli en večer v nekem baru, in je bil Kona finale Ironmana, ne, po televiziji. In jaz tisto gledam in sem mislil, pa kaj, to pa bi enkrat, Ironman pa bi bil enkrat, ne. In od takrat dalje mi ni dalo čisto mira to, ne, in pol se mi je to, pač kot da bi se mi res ponudilo, ne, ta Win for Youth program, ko sem začel v Adecco delati, ne. In takrat sem prvič prišel v stik z triatlonom,
In potem sem v sklopu priprav za olimpijskega, v bistvu se toliko natreniral, da sem šel polovičnega Ironmana v Kopru, ne, 2019. Potem se mi je treniranje zagablo malo, pač vseeno, to je po 6 ur treninga dnevno, ker pač imaš 3 discipline, ki jih moraš trenirati, ne. Sem imel potem 2020 mir, pol pa mi je spet nekaj manjkalo, pa sem 2021 spet šel Ironmana polovičnega, ne, torej 73. In takrat sem nekako dobil to ljubezen do teka tudi, ne. Ampak imel sem pa ogromno poškodb, teh začetniških, ne, torej vnete ahilove tetive, pokostnice, v glavnem nikaj ni, kar se tiče nog, ne, ker pač enostavno lufta sem imel dovolj, strukture pa še niso bile navajene na take kilometrine, ne. In zdaj recimo v sklopu teh priprav zdaj, ki jih imam, davam največ poudarka ravno temu, ne, torej da je dovolj treninga za moč, da so noge dovolj, torej same strukture v nogah dovolj ojačane, pa da ni preveč kilometrine prehitro, ne. Zato recimo, predno sem se odločil predno je sploh prišla ideja, da bom pretekel Slovenijo, sem se v bistvu pripravljal na Triglav run, ko je bil 50-kilometrski tek, ki sem ga lani zaključen, pač ko sem prišel v cilj, se mi je zdelo, okej, sem utrujen, ampak to ni limit, ne, pač lahko bi šel še vsaj 10-20 kilometrov, ne. In pol sem si začel želeti, da bi pač neko 100 v letošnjem letu ruknil, ne, nekih 100 kilometrov, ampak je problem, ko sem šel iskat tekme, da moraš za vse imeti indekse, ne, da bi mogel imeti že končano vsaj 1,80 pred tem, ne, to je in 50 in 80, da potem lahko se sploh prijaviš na 100, ne. Pol pa smo glih odprli ta zavod za šport, Pro, ne, in potem se je to nekako poklopilo, da zakaj pa ne bi to mogoče v sklopu nekega projekta, pa da bi mogoče malo dobrodelno, pa zakaj ne bi tekel čez Slovenijo, če sem prekolesaril Slovenijo, pa je bilo tako res lepo, ne. Ker je res, ne vem, če sta že to naredila, diagonalo prekolesarila? Mi jaz pa šla iz Ormoža do Pirana. No, te sta načeloma zelo podobna zgodba, no. Ni vrhunsko, kako se spreminja Slovenija, jaz sem tako užival, ko sem videl, kako gremo iz Panonskega, pa potem tu tako res zelenega, tam proti Ljubljani Krasu, meglo. Ja, Kras, pa potem Primorje, pač meni je bilo vrhunsko in pač se mi je zdelo kul, če mi je bilo že s kolesom bilo tako zanimivo, zakaj te ne še prav peš, ne. Pa takrat moram reči, da še tudi, ko sem raziskoval, nisem našel niti dosti zapisal na internetu, da je kdo sploh pretekel to na ta način, pol ko sem se začel malo bolj poglabljati pa določene ljudi v slovenski tekaški sceni spraševati, je bilo že kar nekaj takih zadev narejenih, ne. Ampak se to nima veze, v bistvu gre za osebni podvig, lahko rečemo, v kompletu z neko dobrodelno akcijo, ne. Pa tisto 50, kako si rekel, od Triglav, tisto je bilo, tisto UTMB organizacija, ko greš po Julijskih Alpah, bežiš? Ne, tisto je Julijin Alpstrail, Ja, tisto je v sklopu UTMB-ja, ta Triglav run pa mislim, da ni v sklopu UTMB-ja. ne, okej. Neke druge zveze, ampak nisem, zdaj bi se Koliko pa te bilo višincev to? Na 50-ki? 3 pa nekaj, 3,200 mislim, da nekaj. Kako dolgo si to laufal? Mislim, da je bilo malo več kot 5 ur. To je odlično. Mislim, dobro je bilo. 50 Redo je km šlo, ja. pa 3000 nadmorski. Ja, Vrejo je šlo, ja. to je ful. To je 5, ful. 5 pa pol, tu nekje vmes mislim, da je bilo, no. Kaj jaz sem se letos prijavil na to. Ja, Samo UTMB, tisto Julijano. tisti Julian Alps, ja. Ja. Tista je lepa, tista sem bil jaz sicer na krajši, kaj je bilo tista 36 km ali nekaj tajega. Mi je bilo ful dobro. Je pa res, da takrat, ko sem jaz šel, je bilo, začelo se z dežem, Ja, to me pol je skrbi. prešlo v sneg, pol pa v 20 stopinj. Smo bili gnili na koncu, dobesedno. Je pa fora, da ko se spustiš, torej začeli smo, kaj že, Dom pod Golico ali nekaj tajega se reče, Kočak pod Golico ali nekaj tak. Že mislim, da je drugače stvar. V glavnem, tam smo šli gor, potem pa nazaj dol in ta del do gozda Martuljeka je v bistvu po kolesarki, ne. To je, mislim, da je nekih 12 km nekaj tajega, meni je bilo tisto tako grozno. Jaz sem si mislil, rejši bi zdaj imel še 1000 višincev poleg, Ja, samo da bi se ravnica, nekaj ne. dogajalo, samo Ja. da ni ravno. Veš pa, ni ravno, ne, ker je 3-4% Aha, ja, naklona, cel ne. cajt je naklon. In gledaš na uro, gledaš, kaki pace laufaš, ki je katastrofalen proti temu, kaj veš, da lahko letiš, ker je z minuto skoraj slabši, ne. Itak si utrujen, pa cel čas gre malo gor, ne. Sem videl, da mu je pač 13 ur je dovoljeno, da lahko prebežiš. Tako da Ja. to bom, ne. Koliko kilometrsko pa greš? 50, 50, je. Lepo. To je prva. Ja, cool. Tako. No, dobro. Ja, mislim, Ironmana pa nisi nikoli celega. ne, 73 samo. 73, Mislim samo. Ja, Sorry. se je. Ne, Mislim, ni samo. Je, ker moram reči, da ni enostavno, tudi 73 ni Ni, enostavno, ne. se si mislim. Dejstvo je, da plavanje, itak, če nisi plavalec, da nisi iz plavanja, je za večino ljudi mučenje, ker ti lahko kvečemo, pač zmagati ne moč na plavanju, zgubiš pa definitivno lahko, ne, celega Ironmana pač komot odstopiš zaradi slabega plavanja, ne, oziroma neprimernega plavanja.
Bicikl mi je užitek, vedno bil, vedno bo, verjetno ne, tek pa, Muka. Ja. Mislim, muka. ja, Zadnja disciplina je, ne. 21, ko sem bil, sem ugotovil v bistvu, da lahko 20 km skrči laufaš, ne. Ker prej sem vedno mislil, da to ni možno, ne. Ampak gre, pač še dobro, da sem prej tem malo poslušal do tega, kaj je Rosa Edgleyja, pa kaj je že oni, no, Goggins. to je, you don't know me, son. Ja. Da sem si govoril, ok, na 30% si ali pa 40% maksimalno, ker te že vse boli, pa te Zdaj se komaj začne. Zdaj se komaj začne, ja, tako. Zdaj greš, ja. Ja, kaj si ti nares. Prav bilo je tako, če sem laufal hitreje od 5:15 pejsa, ne, so me krči zategnili. Kako sem spustil pod 5:15, Ok. pa so me spustili, ne. In pol sem se zadveš tu vmes se Se igral, smo ne. tempomat. Še 5:15 je vrej tempo za po vsem tistem. Kaj pa plavanje, kako si imel? 2:0? Ali pod? Pod ni bilo. Mislim, da 2:10 ali nekaj takega. ja. Ja, tu nekje. Pač problem je tudi pri plavanju, ker vse, ja, boje so nastavljene na Jurija 900, ne. Samo noben ne plava Jurija 900. Jaz sem, mislim, da 2:200 ali 2:300 preplaval, ne, ker že ko s tem, ko si ti v gužvi, ko si toliko zunaj, imaš takoj dodatnih 50 metrov tak, ne. Ja, pa ni linije ravne kot v bazenu. To je Ne. že to, ne. Pa nimaš imaš sicer orientacije. zanosa, ne, veš. Ja. Pa tehnika plavanja je čisto drugačna v odprtem morju, ko v bazenu, ne. Ker v bazenu imaš ti glavo non-stop dol, se osredotočiš na tisto črto. Tu pa sem gledal, pač jaz sem si primerjal, pa sem videl, da moraš plavati dejansko tako, da vun še včasih pogledaš, da veš, kje si, ne. Vsaki 4., 5. zamah ven Tako, pogledaš, ne, ker če ti zalutaš, pač imaš pol toliko dela, da priješ nazaj Nazaj, na ja. traso, da si izgubil ogromno, ne. Ja. Je pa, kar je v redu v skupini plavati, je to, da pač slediš mehurčkom lahko, ne. Namesto pač, da črti slediš mehurčkom onega spredja, ne. Ampak dokler si ti v gužvi, to je pretep, ne. Pač to kasiraš Ja. po glavi, po nogah, po rokah, po rebrih, povsod pač. Piješ soleno od vodo. začetka, ne. Še malo tako cukno. Ja, pač, če pa te, dobesedno te, veš, pač potegnete za gležnjo nazaj, ne, da te... Pa to imaš Pa vedno, kaj si? to imaš vedno tako, da ti na začetku poveš, kakšni imaš tempo treninga, da Boksa vejo, v imaš kateri tako. skupino, da, aha, ok. Bokse imaš take, kaki pace načeloma Da plavaš, si ne. svojo skupino, te po Mm. sebi primerno, ok, to je ok, to je pametno. Ja, to je verjetno. To je tudi zadeva na maratoni, po vsej ti zadeva, vse je smiselno, ker drugače si preveč ljudi spredaj postavi in Ja. nima smisla, Ja. ne. Ja, drugače pa je bila ideja, ja, če bi letos šlo vse cool z tem tekom skozi, ne, glede na volumen, ki ga bom imel, da bi probal v jeseni Ironmana narediti, ne. Ampak pol pa sem si mislil, mogoče pa ni treba, ne. Mogoče pa lahko preostanek leta potem malo za Malo- užitek športa, ne. Se to me je zanimalo, kje se pol staviš, ne, da, ker David, recimo, ko si ga prej omenil Goggins, on je kar šel v ekstrem, ne, kljub njegovim kolenom, ne, pol, Ja. ki so ga že bolele. Kako se ti mogoče na to mentalni miselni proces imaš glede tega? Da, ne. Tako bom rekel, meni definitivno ni interes se poškodovati v sklopu tega, ne. Mislim, vem, da bom imel mikropoškodbe, to je logično, da bojo, ker ni možno, da ne bi bile, po moje, pri taki kilometrini. Ne bi pa rad imel neke dolgotrajne poškodbe zaradi tega, ne. Tako da, ko bom videl, oziroma če bo prišlo do tega po opravljenem teku, da bom imel neke hujše posledice, hujše pomeni, ne vem, zabrazgotinjene ahilove ali pa karkoli, to ne pomeni, da bom potem naprej forsiral, ampak bom pač dal mir, da se bo zadeve zacelile, ne. Zdaj pa jaz računam na to, da pri vsem tem volumnu, pa tako kot smo se pač strateško tudi z Alenom Plojem, ki pač mi je osebni trener, v tem primeru zdaj, lotila vsega skupaj, sem prepričan, da smo se lepo po stopnjah lotila, da bo pač telo zdržalo, ne. Da bom ob koncu v bistvu zgradil eno tako fizično pripravljenost, ki mi bo koristila potem za naprej, ne. Ko pač neki volumen daš skozi, neki cikl taki, ki te res dvigne na neki višji nivo, da bom potem tudi v prihodnosti, ko bom imel, če bom imel, sem prepričan, da bom imel še kakšne take neumne ideje, lažje dosegel ta isti nivo ali pa potem ga še tudi nadgradil, ne. Da ni potrebe zdaj to ohranjati cel čas, seveda v vseh športih imaš ti cikle priprav, ne. Imaš cikl, ko je ekstremen volumen, pa imaš cikl, ko specializiraš, ko greš bolj v tehniko, pa imaš cikl, ko pa mora biti počitek, ne, ker pač telesu moraš dati možnost, da pride k sebi, da zaceli vse poškodbe, vse rane, ne. Načeloma pa tudi že pripravljamo za naslednjo leto projekt, ko zaključimo tega, torej ta tek čez Slovenijo, že pripravljamo naslednjo zadevo v sklopu kilometrov za prihodnost, ne. Torej ni ideja, da je to enkraten projekt, ne. Ni pa nujno, da bom vedno jaz protagonist teka, ne, lahko da nas bo več, lahko da bom samo v organizacijskem delu zraven, kakorkoli, ne. Ampak želja je definitivno, da to zadevo dvignemo in naredimo prepoznavno, torej ta projekt naredimo prepoznaven kot projekt, ki podpira mladi šport v Sloveniji, ne. Ste mogoče odprti za koga iz zunaj agencije, recimo, da Ja, bi se z absolutno. vami sodeloval, pa Absolutno. kaj z vami
Ja, torej v začetni fazi je bilo mišljeno, da bomo ena ali pa dve osebi ta celoten projekt speljala, ne, ampak takrat je bilo to še, ne vem, tek čez Slovenijo, pa mogoče kakšne zgodbe zraven, ki bomo malo naredili. Ampak pol, ko smo začeli v bistvu malo razpletati celoten projekt, pa razmišljati, kaj vse se bi dalo, na kak način vse bi lahko naredili projekt res uspešen, pa ga dvignili na en konkreten nivo, smo hitro ugotovili, da pač sta dve osebi premalo in za nas je, mislim, 10, ki delamo na projektu, še vedno pač vsi delamo prostovoljno, načeloma, ne, ni zdaj zaslužka od tega. Teda z Janom delava največ, ostali pač po najboljših močeh oziroma koliko pač lahko časa temu namenijo. Sem pa res vesel, ker sem sam kar perfekcionist, da sem našel osebe, ki jim pač lahko zaupam stvari, ne, ker drugače bi še vedno hotel imeti pod kontrolo čisto vsako stvar, potem dejansko ne narediš s tem nič, če imaš ljudi, ki načeloma ti pomagajo, ampak ne pustiš, da ti pomagajo, ne. To je bil marsikdaj moj problem, no. Tako da ja. Kako bo zdaj izgledalo priprave? Priprave izgledajo tako, torej, da torej en del je fizični del, torej treningi, to imam recimo, delam cirka 20 do 25, ja, po moje dobrih 25 ur tedensko. To pomeni nekje med 80 pa 120 kilometrov teka tedensko plus cirka 6 do 8 ur v gymu še zraven, ne, torej treninga za moč pa high rocks, torej funkcionalnega treninga, lahko rečemo, ne. Pa kolesa še zraven tega, no. Tudi eliptik malo vključujemo, zaradi tega, ker je najboljša simulacija teka, kjer pač ne trpijo sklepi. Kaj to je eliptik? To je to, ko imaš, tisto, ko imaš tako gor, pa si z rokami še pomagaš. Tako da bi gledal nordijsko. Ja, fitness je to. Tako. Eliptik se reče, ne vem, kako se drugače slovensko reče temu. Orbitrek. Tako, menda je orbitrek, to je. To. Torej to mi vzame med 2 pa 4 ure dnevno cirka, torej ponavadi je trening 2-urni, ura pa pol do 2 uri, dostikrat, torej 3 do 4 tedensko imam 2 treninga dnevno. Ampak več časa dejansko vzame posvečene regeneracije, ne. Tako sem rekel, ne želim biti poškodovan na koncu tega, ne, kar pomeni, da recimo, ne vem, vsako jutro naredim med pol ure pa 1 uro stretchinga, imam nek pač svoj yoga flow, ki ga pač vedno delam, ki sem ga navajen, ki mi tudi odgovarja, ki ga zaključim z, ne vem, 5 do 10 minutami avtogenega treninga, torej neke vrste meditacije. Potem ponavadi, če imam čas, če nimam res nekih nujnih stvari, torej sestankov ali pa česarkoli, takoj zatem si dam še kompresijske hlače za pol ure gor. Potem pa zvečer, torej stretching pa valčkanje, cirka pol ure do 3/4 ure. Vsak dan. Vsak dan. Grozne. Ja. To ima že en delovnik v športu samo. Ja. Cirka 6 do 8 ur dnevno se ukvarjam sam s sabo, ja. Ja. Kaj pa kaj drugega, recimo, da gre zdaj kam ven ali pa tak party, to je vse šlo. Za Martino, Veš, kako bi rekel? Ja, generalno v zadnjih letih nisem več ravno preferiral nekih takih zabav hoditi ven, ampak bolj nekako doma se dobiti s prijatelji pa nazdraviti. Valjda grem ven na kake zadeve, logično, na sploh kake koncerte pa take stvari, take manjše koncerte so mi zelo všeč. Moram pa tako reči, da recimo Katja ne pije alkohola že nekaj časa, in pol posledično se mi zdi tudi sam malo manj piješ, nekako se mi zdi, pač malo prilagodiš svoje navade in od začetka, ker hočeš narediti vtis, valjda, ne, jaz tudi ne pil, ne. Ja, pa sam sebi se češ malo še dokazati, po moje. Tako, ne, pol pa ugotoviš, da v bistvu boljše funkcioniraš, ne, če ne piješ glih dosti alkohola, ne. Še vedno spijem, pir ni problema, pač z veseljem, ne. Mi tudi paše, ga imam zelo rad. Ampak ne vidim več poante po drugem še, ampak tretjem, pa četrtem, pa petem, pa ne vem poante, ne, ker vem samo, da sem jutri grozno počutil, pa da vse, kaj sem naredil v zadnjih 2-3 dneh treninga, bom dejansko zdaj uničil, ne. In mi je škoda časa, iskreno povedano, za te zadeve, no. Ne pomeni pa to, da ne grem ven, da se ne družim, da pač še vedno isto, ne, ampak časa je seveda nekaj manj, zato ker konstantno dejansko iščeš luknje v času, že da imaš nekaj tistega časa, ko lahko se vsedeš pa nič ne delaš, ne. Ker če si predstavljate, itak imam zraven treningov, zdaj si že sam ugotovil, en šiht je samo temu posvečanju treningom pa regeneraciji, pa še normalno delam zraven svoj šiht, ne, tako da dan ima 6 ur premalo, pa še če bi jih imel še vedno premalo, ne. Tako da ja.
Kao spanec? Ja, sem mislil glih vprašati. Ja. Spanec pa zmanjka, ne? Veš, kak je? Spal pa bom junija, ne? Ne, se gre na boljše, no. Tako bi mi rekel, čeprav Katja vedno, ko rečem, da sem bolj priden pri spancu, mi reče, ja, to samo govoriš, ker dejansko ni res, ne. Ampak je res, bil sem tak torej tam oktober, november, december, sem premalo spal, sem imel tak med 5 ur pa pol, pa 6 ur pa pol spanca na noč, zato ker enostavno ob 10 sem prišel do točke, ko sem končal z vsem, kaj sem mogel narediti, torej se povalčkal, vse pač zrihtal. In pol pač enostavno se mi zdi, rabiš malo tistega časa, ko se pa vležeš, pa ne rabiš razmišljati. Pa ne rabiš razmišljati o delu, pa ne rabiš razmišljati o treningu, prežgeš si televizijo ali pa niti pač samo v tišini. Samo si. In pač to je meni, ta čas meni ogromno pomeni, ne. In to je potem hitro ura 11, pol 12, pol pa se greš zobe umit, se zrihtaš, pa si v postelji ob polnoči, ob 6:30, najkasneje pa se moram vstati, ne. Da začnem z normalnim delovnikom, ne. Če imam trening še prej, ne jutranji. Tako da, ja, zdaj imam spanec, mislim, da cirka 6 ur pa pol do 7 ur pa pol na noč, pa tudi, moram reči, da recimo določene prehranska dopolnila, ki jih jemljem, so mi zelo izboljšala kakovost spanca, recimo z Vitamin Clinic sodelujem, pa imajo ta Night Complex pa Triple Magnezij. To je že vse združeno notri neke... Ja, Night Complex je združeno, v bistvu kapsula, ne, ki ima različne sestavine. Triple Magnezij za švagando pa je v bistvu magnezij, ki mu je dodana švaganda za hitrejšo absorpcijo, pa boljšo absorpcijo, ne. In moram reči, da res občutno boljše spim, no. Pač globlji spanec, hitreje padeš v globlji spanec, tudi ko gledam metriko, ker imam konstantno gor uro, da mi meri in čez dan in po noči spanec, ne. So boljše metrike, ne, vsega. Pa ne rabiš dalj časa, ne vem, spati, da bi zdaj ti, ne vem, da bi te samo vrglo v to, da spiš bolj globoko pa dalj časa, ampak lahko se v krajšem času regenerira. Tako v krajšem času se boljše regeneriraš. Nice. Ker načeloma, mislim, meni ni problem spati 8 do 9 ur, ne, pač za vikend komot, če vem, da nimam nič takega, ne. Sem pa prišel do točke, ko pač sem v 6 urah pa pol poprečno naspan, ne. Da se zjutraj zbudim, pa nisem... Še posebej, če imaš ustaljen ritem, da vedno v isti uri hojiš spat, da telo ve, kdaj čas za spanje, da avtomatsko se izklopi. Ja. Teda zdaj je pač cilj vsak dan, da grem pred polnočjo spat. In me kar uspeva. Mali koraki. Ja. Drugače pa če grem pa tako, optimalno je, če grem ob pol 11, najkasneje 11 je optimalno. Pač čutim razliko, če grem tako ali pa če grem potem ob polnoči, absolutno. Ko pa prehrana, to pa kaj, meal prepi, ali... Ker to tudi, ne, zdaj, če si vsak dan ti recimo sam moraš kuhati, ti spet zmanjka časa, ne, iskreno. Ja. Tako bom rekel, prej sem... Torej, Katja je kar specializirana za prehrano, no. Tudi osebna trenerka. Prej se je ukvarjala dosti z bodybuildingom, teda je imela zelo naštudirano oziroma zelo organizirano okrog prehrane, tudi vegetarijanka je, teda mora zelo paziti, veš, da vse makrote v primernih količinah dobi, ker se ogromno ukvarja s športom, ne. Toliko ko jaz v bistvu, ne, pa se ne pripravlja za na taki ultra podvig, ne. Teda moram reči, da mi je, že prej sem imel okej prehrano, ampak sem imel bolj enolično, no. Pač jaz sem jedel za zajtrk pa za večerjo sendvič načeloma, pa pač za kosilo pa zelo podobno ko zdaj sicer, no, za kosilo, torej neki kos mesa z rižem ali pa pač jaz imam res rad pisano kosilo, no, pomeni, da si zrežem ali v testenine ali v rižoto ali v karkoli, pač čim več različne zelenjave, pa zraven neko meso, ali je to piščanec, ali je to govedina, ali je to svinjina, mi je načeloma pa vseeno, oziroma pač kaj mi paše. Tukaj pri hrani res nisem zbirčen. Je pa res, da sem zdaj bolj priden pri tem, da dovolj pojem, pa da dovolj raznoliko jem, predvsem pa da kvalitetno hrano jem, no. Tudi prej nisem toliko ribe jedel, recimo, ne, zdaj Katjo kar nekaj ribe pojema, ker je pač ona vegetarijanka in nama je lažje, da pač skuhamo en obrok, namesto da moramo 3 različne kuhati, ne. Pa ob večerih imamo zdaj kar tako ustaljeno rutino, da je kar beljakovinsko, no, da veš, daš mišicam zvečer dovolj beljakovin, da se v redu regenerirajo čez noč, in se mi zdi, da tudi tu vidim kar veliko razliko, čez večer pojem dosti hidratov, torej zgolj hidratov, ne, ali jih mešam z beljakovinami, ne. To so pol neke bowle, recimo, ne vem, gris, pa grški jogurt, pa proteinski puding, pa oreščki, v bistvu vsi makroti zmešani v eno veliko bowlo, no. Ne si pa merim kalorij, se mi zdi, da če imaš če hočeš imeti zdrav odnos s hrano, se skoraj da moraš tega izogibati, no. Mislim, so ljudje, ki jim to odlično uspeva s tem, da si merijo, ampak poznam pa več primerov, ki pa jim to potem ne uspeva oziroma so preveč obremenjeni s tem potem, ne.
Kafe pije, kavo. Ja, ja. Pije. Zelo rad, ja. V bistvu je to taki obredno. Vmes raje pil te gostilniške kave, torej pač iz avtomata in tako naprej, ne. Zdaj pa se mi zdi, da mi je najbolj fajn tisto, ko si zjutraj dam džezvo na štedilnik, da voda, pač taki obred je, se mi zdi prijeten, celo stanovanje začne dišati po kavi, taki začetek dneva je, se mi zdi, ne. Pa ne moti me, če se mi ohladi, ker se mi tako vedno ohladi, tako pozabim, da jo imam, mislim. Ampak ne bom pa rekel, da jo rabim, ne. Katja recimo je taka, da sama sebi dopoveduje, da jo rabi, da pač drugače ne more začeti dneva prav, ne. Medtem ko meni pa se zdi, da ne čutim razlike, če jo spijem ali ne spijem, pač fajn mi je celoten obred, fajn mi je zjutraj vse to narediti pa začeti dan s kavo, no. Nisem pa, vsaj jaz mislim, da nisem slabše razpoložen pa energijsko slabši, če je ne spijem, ne. To je mogoče vprašanje za koga Za druge, ja, za druge. Četrte oči. Top. Bi še ti kaj dodal za vaš toti tek, glede teka, ali si zadovoljen z izčrpnim? Mislim, jaz bi povabil ljudi in podjetja, ne, da obiščejo spletno stran kilometri.si, da pogledajo, za kaj konkretno gre pri našem projektu. Probal sem čim bolj razložiti, ne preveč podrobno, da ne bi bilo dolgočasno, pa tudi ne preveč površinsko, da vseeno razumejo v bistvu, ker je kar kompleksen projekt, česar recimo nisem omenil, to, da nam tudi pomagajo ti športni upi, torej ti naši mladi športniki, ki sem jih prej omenjal, ki so alumni našega programa, pomagajo pri sami organizaciji teh dogodkov. Da so tudi oni aktivno vpleteni, ker vejo, da gre za podporo načeloma tudi njim, ne. Da res probamo njih tudi izobraziti v tej smeri, kaj vse lahko zajema tudi šport v stilu športnih dogodkov pa podpore športu in tako naprej, ne. Da gre res za eno tako lepo večplastno zgodbo, bom rekel, ki nagovarja tako mlade športnike, upokojene športnike, podjetnike, vse Slovence s tem, da jih aktiviramo, da se pridružijo, ker pač mislim, da res živimo v takem času zdaj, ko je fajn, da te nekaj brcne v rit, pa da greš ven pa se gibaš, ker zelo hitro pridemo v scroll, pa minejo ura, 2, 3, pa nič ne naredimo oziroma jih vržemo stran. Pa lahko rečem, da se zavedam tega, pa se mi to zgodi, marsikdo pa se tega ne zaveda, pa se mu to še potem lažje zgodi. Tako da, ja. Top, hvala ti, da si prišel. Najlepša hvala vama. No, rad bi se vam pa prvo zahvalil, da sta me sploh povabila, pa da sta mi dala priložnost, da govorim o tem projektu. Tebi pa hvala za čas, da si ga vzel. Upamo, da bodo ljudje prepoznali dobroto v tem projektu. Hvala. Pa da bo koleno zdravo. To. Predvsem to. Boj dobro, čau. Čau.